Kaj vam je pa pravzaprav v tem enem letu uspelo narediti? Dosegli ste res nekaj neslavnih ali pa po vaše slavnih rekordov. Bom tudi jaz s številkami pa konkretna. Najprej, državo ste uspeli zadolžiti najvišje v zgodovini. 82,5% je javni dolg. Najvišje kadarkoli v slovenski zgodovini. To je rezultat tretje vlade Janeza Janše. In verjeli ali ne, tudi obrestno mero, po kateri se je naša država najvišje kadarkoli zadolžila, je uspela dobiti vlada Janeza Janše, in to 5,5% oktobra 2012. Ja, to so vaši dosežki. Gospodarska rast, o kateri radi govorite, leta 2012 smo bili v rdečem, takrat je vlado vodil Janez Janša, in danes smo globoko v rdečem. Tudi danes vlado spet vodi Janez Janša. Šole imamo zaprte najdlje. Boste povedali, katera država je imela šole zaprte dlje. V naši soseščini in v Evropi nobena. Se pravi, tretji neslaven rekord vlade, tretje vlade Janeza Janše. In zdaj še podatek, s katerim je v uvodu predsednik vlade grdo manipuliral, ker je pač pokazal odstotek umrlih pri okuženih. Drugi, tukaj vidite, drugi smo po smrtnosti tako rekoč na svetu. To, drage kolegice in kolegi, so zelo dobri rezultati dela te vlade. Zakaj se ljudje ukrepov ne držijo? Zakaj? Zato, ker vam ne verjamejo. Konstruktivno nezaupnico v teh časih ne bi bilo zelo sporno vlagati. Interpelacijo proti ministru Čuferju ste vložili 2. oktobra 2013, ko smo bili tik pred bankrotom. Pa vas ni nič skrbelo? Nič vas ni skrbelo, da smo tukaj ure in ure razpravljali o tem. Minister Čufer se je pa mogel truditi, da je zagotovil denar za pokojnine, plače in vse ostalo, kar je bilo treba. Danes bi pa naj bilo to nedopustno. Seveda, zato ker dopustno je samo takrat, ko ste vi v opoziciji, ko je pa na vladi, takrat bi pa mi morali sedeti pa čakati pa biti tudi tiho.